Dobrodošli v raju na zemlji. Nahajamo se na Jesenicah in to bo prvi izlet na tem kanalu. Odpravljamo se pa do enega čudovitega dela človeških rok, do bivaka, ki ga ima nek jeseniški samotar, nek zelo zanimiv človek. Ta bivak je pa na res neverjetni lokaciji. Tukaj se začenja pot, gremo pod avtocesto, smo čisto točno, se pravi na delu Jesenic, se imenuje Podmežakla, in sedaj gremo tle pod avtocesto. Hoja je približno za kakšnih 45 minut. Ko bomo pa na kakšnem odcepu, se pa javim naprej. Po približno 5 minutah smo že na prvem razcepu. Sicer tukaj gre glavna pot desno proti bivaku, se gre po tej poti levo. Tukaj imate tudi eno oznako na kamnu. Smo pa sedaj tik nad avtocesto. Evo, prihajamo v gozd. Pot se tukaj malo položi, ni več tako strma. Zdaj pa samo naprej po tej široki poti. Prijetna položna pot se končuje, tako da od izhodišča po približno slabih 15 minutah smo na še enem razcepu. Tukaj gremo desno, strmo v klanec. Ena pot gre tukaj naprej, mi gremo pa tukaj strmo v klanec gor. Pot je fajn sledljiva, shojena, je pa strma. To je sedaj najbolj strm del poti. Po 10 minutah močnega klanca prihajamo na ravnino in tukaj na ravnini se že odpira pogled proti bivaku. Zgrajeni na taki kamniti polici. Ko se pa še malo bolj približamo, se poglasim naprej. Evo, nahajava se pod skalo, čisto v bližini bivaka. Tukaj pa se začenja alpinistični podvig, plezalna pot do bivaka. Tako da dostop do bivaka ni prav lahek. No, pa probajmo. Evo, je taka skalna polička. Tudi klini. Postavljena. Evo, in smo že v bližini čudovitega bivaka. Poglejte, neverjetno. Kaj je ta človek zgradil? Evo, prečene so teske. In pa bivak. Na tej skali samo za ta bivak prostor. Glejte, višina. Zastava.
In pa razgled, gledajte, na Jesenice. V pobočju Mežakle. Evo, še zadnja ovira na poti. Glejte. Takšen razgled skozi okno na Jesenice in pa Karavanke. Ker pa gospodu Lojzu zelo veliko pomeni čas, da jih ima kar nekaj ur. Globus. In pa opisna knjiga. In opisno knjigo. Glejte, kakšna lepa pisava. Ta bivak obišče povprečju, glejte, 14. marec, 15. marec, 19. marec, 22. marec, 23. marec, 25. marec, in pa recimo april, 11. april, 13. april, 14. april. To so podpisala mi dva s sinom. Evo, še z druge strani bivak na skali, stebrasta skala in pa pogled proti Jesenicam. Evo, odhajava tega prečudovitega bivaka v dolino. Vaša tlele, gube. Evo, police navzdol. Res postavljeno. Bivak na skali. Tukaj pa prečudoviti aurikelni cvetijo. Evo, tukaj se odpre super pogled na bivak stebrasta skala. In pa dostopna pot po tej polički. Čez mostiček, kanjon spodaj in pa na vrh bivak.
Pozdravljeni še enkrat z roba Mežakle. Že drugi dan smo spet pri temu bivaku Stebrasta skala. In danes je gospod Alojzij Žakelj pri tem bivaku. Zato bomo naredili še en kratek intervju z njim. Tako da si pogledajte naprej. Jaz sem pa zdaj še splezal majhen višji nad bivak in vam pokažem, kako izgleda še nad bivakom. Evo, gospod Žakelj, bivak in pa razgled proti Jesenicam. Da sem gor je gospod Žakelj tudi naredil tako plezalno krajšo ferato, tako da res mu vse pohvale, kaj naredi en človek z vztrajnostjo, pogumom in seveda veliko časa. Zdaj pa gremo do bivaka, da gospoda Žakelja malo vprašamo, kako se je to lotil. No, lepo pozdravljeni z bivaka Stebrasta skala. Danes bom pa naredil en intervju s enim posebnim človekom, z graditeljem tega bivaka, tega čudovitega bivaka nad Jesenicam. To je pa gospod Alojzij Žakelj. Lep pozdrav. Lep pozdrav, živo. Enač, vse pohvale, meni se tole zdi, tale bivak. Jaz se spomnim, ko sem prišel prvič tukaj, to je bilo, sploh ne vem, po mojem 15 let nazaj, pa še več verjetno. Verjetno takrat, ki je bil film po vas posnet, verjetno je bil takrat to, se niti ne vem. To je bilo leta 2004. No, pa takrat enkrat hmal, ja, možno, ja. Možno, da je bilo kaj, pa 20 let, ja, tako, ja. 20 let je že nazaj, ja. Takrat sem bil res, sem rekel, to je pa, sem bil tako navdušen, da neverjetno. Navdušen sem tudi zdaj, seveda, ne, to je res, meni se take zadeve zelo všeč. Tako, tako obiskovalce. Tako, ja. Zdaj me najprej samo zanima, kdaj ste se vi sploh tole skalo prvič ogledal, pa da ste si rekel, zdaj bom pa jaz tole tlele gor bivak zgradil. To skalo sem prvič preplezal leta 1969. Aha, Ko sem imel 15 let. Takrat sem nezažene poti. Ja. Sem tvegal življenje, da sem Verjamem, ja. preplezal na to skalo. No, ampak je bila tudi taka polička verjetno ni že bila? Ja, to je, ampak tu Samo s tukaj, kanona tako. sem moral kanon plezati, Ja, seveda. potem gor in Evo, to kažem. brez opreme, bilo zelo Tako, tvegano. ja. Najstnik. Kdaj ste se pa potem odločil, da boste tlele začel graditi bivak? Tu pa šele leta 2001. Aha, okej. Tisto leto sem ga Takrat ste pa, takrat ste ga postavil? Ja. Se pravi, postavil ste ga v bistvu v enem letu pa? Ne, v enem mesecu. V enem mesecu? Ja. Se pravi, v enem mesecu April, ste vse znosil, se Ja. pravi, vse deske, ves material ste znosil gor? April, maj uf, sem ga no. postavil. Aha. To ste pa hodil vsak dan? Vsak dan gor? Vsak dan ste nosil? Po svetu temu bivaku. Mi ga je uspel postaviti, ampak to seveda tako v osnovi. V osnovi, ja. Sem ga pa
stalno gradiš, še zdaj ga gradim. Seveda, seveda, seveda. Koliko pogosto pa sem prihajate zdaj, tele leta? Po zimi skoraj vsak dan. Poleti pa ne, poleti sem pa na Triglavu. Ja, no naj povem, da ima gospod Lojz tudi, kako že vi rečete, na zahodni Triglavski planoti. Ja. Imate svoj bivak, ki mislim, da je celo višji pa Krederca. Je tako? Ja, 15 metrov je više. 15 metrov in to je v bistvu to pa je najvišje bivališče v Sloveniji. Najvišja koča, ja. Najvišja koča v Sloveniji. Tako da, tja, če nas bo seveda Lojz povabil, bomo tudi prišli polet. Tam je moj glavni dom. Tako, poletni dom. Ja. No, super. Tudi po zimi včasih. Aha, tudi po zimi. Tudi po zimi sem bil na Triglavu pogosto. Aha, če so razmere v redu. Običajno za novo leto. Aha. Večkrat po mesecu sem bil. Super. Tako da tudi zimo poznam dobro, Triglavsko. Super. Kaj pa tlele po zimi, recimo zaradi sonca me zanima, tale je zelo taka senčna stran, ne? Koliko časa tlele po zimi ni sonca? Pol leta ga ni. Pol leta. A veste točen datum, kdaj je? 23. septembra do 18. marca. Uf. Sonca ni. Sonca ni tlele pod Mežakljo. Se vidite, tlele so same stene. Zdaj tudi sonce že zahaja za stene. Ja. Tako da ja. Ko je najdaljši dan, je pa tu presojno zelo. Zahaja tako na severozahodu. Ja, seveda. Maja, junija, ne? Julija. Se prav uprejo. Se prav uprejo, ja, verjamem, ja. Je bolj sončno kot v dolini. Kje pa je zahaja, recimo zdaj, ko bo najdaljši dan, recimo junija? Čisto zadnji, recimo tam, ki je... Na severozahodu. Aha, od Kepe še mehen bolj levo, ne? Za Hrušenskim vrhom. Vidimo tudi noter, ne? Naš opremo. Ja. Vidim, da imate tudi globus. Pa veliko ur, ne? Zemljepisec sem zelo. Ja, tako da vas zanima zemljepis, geografija. Zemljepis me zanima, že v otroških letih. Pa čas vidim, da je vam tudi kar precej pomemben. Ja, glede na, da imate precej ur. Čas je za vsega pomemben. Seveda. Že takrat ste mi nazaj pravil, dolg nazaj, da ste se kopali tudi po zim, recimo v Radovni, pa v teh mrzlih vodah. Ja, to pa pogosto, ja. In to še zdaj prakticirate? Še zdaj, ja. Tudi po zim se kopljete? Ja, ker to je zelo zdravilno. Ja. To je zdaj tako imenovana Wim Hof metoda, če poznate. Ja. A ne? To je zdaj moderno, a ne? Tudi drugi upažam, da postajajo. To je zdaj zelo moderno, ne? Ja, zimski plavalci. Zimski plavalci, ja. Aha. Ajde, da še zdaj to prakticirate pa, ja? Jaz sem pa vse življenje to delo. Aha. Kje pa se pa kopljete recimo po zim? Največkrat v Radovni, v Vintgarju. Aha, v Vintgarju. Včasih pa tudi v Soši. Aha. Greste... Tam, kjer so moje poti. Ja. Poleti grem v Trento. Koliko pa tukaj recimo pride ljudi? Koliko imate obiska tukaj? Tako v povprečju recimo na... V tem bivaku? Ja, v tem bivaku, ja. V enem letu recimo, koliko pride različnih ljudi sem na gor. Ker kot vem je precej, ni toliko znano to, no? Lani je bilo bolj malo, ampak prejšnje leto je bilo pa več obiska. Aha. Imate kje zabeležen, nimate? Ja, to imamo pisno knjigo. No, to je. Ja, to je bila celo televizijska ekipa. Ja. No, se to tudi lahko so prinesli takole kamere. Aha. Po tej polici. A ja? No, se to je edina pot, ta polica. Seveda, to je edina pot, ja. Enač, gospod Lojz, super, hvala lepa, da ste takole izčrpno vse povedal. Hvala tebi za obisk. No, nikaj, še pridem. Pa še kjer ga bom pripeljal. Ja. Drugače bo obiska na Brante, a ne? Jaz sem vesel obiskal. Ja, no, super. Tako da super. In tlele, in gor na ZTP, a ne? Ja, v vseh bivakih, no, super. In Lipikovc. In Lipikovc, tako. Vela, super, hvala lepa.